Dobrodošli, spremljate oddajo Ambienti. Lesarska stroka in izdelki iz lesa imajo v življenju človeka posebno mesto in pomenijo plemenitenje našega načina življenja. V lesu je tudi priložnost za poklicno in poslovno pot. Dober dokaz so tudi lesene mojstrovine oblikovalca in mojstra v lesu, ki so svoje mesto našle v majhnem, sveže prenovljenem stanovanju v eni najlepših ljubljanskih uličic. Les je tisti element, ki zvabi iskrico v oči in doda piko na i tudi temu majhnemu in domišljenemu stanovanju. Ja, in a veste, na čem sedim? Na posteli. V eni najstarejših in brez kančka dvoma najlepših ljubljanskih uličic, Križevniški ulici, se nahaja sicer majhno stanovanje, ki pa kljub mali površini premore velik karakter. Je plod uigranega sodelovanja treh Primorcev, lastnikov Marjetke in Marka ter izdelovalca lesenih izdelkov Marka Furlaniča. Marjetka in Marko, zdravo. Povejte, prosim, kaj vaju je pripeljalo do nakupa tega stanovanja? Ko sva zasledila oglas, sva to vzela kot en svojevrsten izziv. Stanovanje je majhno, locirano je v samem centru mesta, v najlepši ulici Ljubljane in v stari spomeniško zaščiteni zgradbi, ki je v centru kulturnega dogajanja. Nekaj, v česar bi drugi bežali, a ne? Ja, ampak želela sva eno zatočišče, eno pribežališče iz obale v sam center Ljubljane. Ampak začetki niso bili glih, taki bleščeči. Povejte, prosim, v kako nezavidljivem stanju je bilo tole stanovanje, kje je bilo treba začeti, lahko to podoživita? Zelo nezavidljivo stanje je bilo v stanovanju in to se je pokazalo že takoj na začetku obnove. V bistvu to naše stanovanje, ko smo ga kupili, je bilo v dveh delih. In sicer nek vhodni del s kopalnico in bivalno-spalni del s kuhinjsko nišo. No, takoj na začetku prenove se je udrla slaba polovica skoraj 300 let starega stropa. Vsak se otepa teh starih prenov, ker nikoli ne veš, kaj pride izpod nekega zidu. Vse je padalo. Dejansko stropovi so bili gniti, tako da je bilo grozljivo. No. Se pravi, naenkrat sva se primila za glavo, no. Potem pa je spet posijalo sonce. No. Ko se je očistilo ta obstoječi strop, kar ga je še ostalo, različnih slojev ometa in trstike, s katero je bil obdan. Takrat sva pa v bistvu vedela, da bo ta strop en poglavitni element tega stanovanja. No. In takrat sva se odločila tudi, da greva v prenovo, v kompletno prenovo. In tu vstopi Marko. Ne? Z Markom se poznava že precej časa, dejansko smo skoraj sosedje. In seveda on, ker ima te izkušnje kot mizar in tudi kot restaurator, smo takoj našli nek skupen jezik. Gotovo ste že v štartu nekako vedela, da želite imeti res veliko lesa. Ali je to prišlo sproti? Res je. V bistvu je les v tem stanovanju bil in je osnovni element in tega nisva želela spreminjati. In ja, les je nek spremljevalec človeka od začetka, je nek osnovni gradnik in res, da smo ga vmes malo zanemarili, ampak se počasi vrača, začenjamo spet ceniti. Mogoče res zahteva malo več pozornosti kot kakšen drugi material, ampak vrača toplino in vrača domačnost. Če mene vprašate, les v bistvu iz stanovanja naredi dom. In prav res je nemogoče, da se v tem prostoru, velikem vsega skupaj dobrih 30 kvadratnih metrov, ne bi počutili domače. Majhna površina pa je zahtevala tudi precejšnjo mero iznajdljivosti. Ta se odraža tudi v izvlečni posteli, praktično skriti pod podest, pa tudi v kuhinjskih regalih, umeščenih pod stopnice, ki vodijo do drugega dvignjenega ležišča. Vrsta iznajdljivih rešitev, ki funkcionalno poveča stanovanje, je plod Marjetkinega daru za snovanje interjerja in izkušenj ter spretnosti primorskega lesarskega mojstra Marka Furlaniča. Slednji se ne brani prav nobene lesne vrste, prav posebno mesto v njegovem srcu pa ima nepredvidljiva in karakterno bogata oljka.
V življenju sem počel že ogromno stvari. V osnovi sem avtoklepar, pač žal za nedokončano šolo. Z lesom pa sem se vedno čutil, bom rekel, doma. Vedno sem počel rad, že v otroških let sem rad delal z lesom in potem je to preraslo v posel. In kaj je tisto, kar vas pri lesu privlači? Privlači me dejansko, da je les toplina. Mislim, da iz lesa dobimo toplino v stanovanju. Sam pri sebi dobim mir z lesom delati. Čisto padem v nek svoj svet. In kako ste vzeli si tale izziv prenove, obnove, restauratorstva tega stanovanja? Preden začnem sploh kaj delati, mi mora biti to izziv. Mora biti nek izziv, nekaj posebnega, da me povleče, da padem prav noter, moram paziti, da dobimo pač na koncu nekaj res lepega ven. Skratka, bolj ko je vsuto, večji je izziv, a? Tako je. In tukaj ste imeli velik izziv, ne? Ja, tle je bil, kar bom rekel, kar velik izziv, ja. Ker je bilo v zelo slabem stanju vse skupaj. Tako da smo se potem z lastniki, z Marjetko in z Markotom odločili, da dejansko naredimo komplet. Od stropa do tav smo vzeli stare pode ven, stare deske, prišli dejansko do izolacije, ki včasih so dejansko izolacijo imeli pesek, ne? Pač že ta gradbeni material, ki je bil od zidave, so dali kot izolacijo. To smo znižali za pol metra in naredili komplet nov pod. Poseben izziv je bil strop, kjer je šlo v resnici za restauriranje. Imam certifikat za mizarja restauratorja in me to še posebej veseli. Ko smo prišli do tega starega stropa, videli smo, da je dejansko določene grede so bile toliko gnile, že dotrajane, da jih je bilo treba menjati. In sem pač naredil, obnovil, restauriral stare grede, 2 grede so bile za straniti in sem mogel dejansko iz novih gred približati starim, tako da se to nekako ne opazi. Toplino v stanovanje pričarata star smrekov strop in hrast, iz katerega je po večini narejeno pohištvo. Od podestov, stopnišča pa do hrastove jedilne mize, ki jo sestavljata 2 romba združena v šestkotnik. V tej geometrijski obliki so tudi poličke v bivalnem delu, iz masivnega lesa hrasta pa je izdelana tudi kopalniška omarica. Kolikor je bilo mogoče, so uporabili tudi star smrekov les, ki je poprej služil kot talna konstrukcija, zdaj pa se bohoti v obliki okenskih polic. Stanovanje v prenovljeni podobi pa ni le zgleden primer uporabe lokalnih in domačih materialov, kot je les, ampak tudi dober primer tega, da je s pravo ekipo mogoče prav vse. Tudi prenova še tako dotrajenega stanovanja v udobno zatočišče sredi prestolnice.